No, skratka, spoštovane in dobrodošli tudi z moje strani na nocojšnji prireditvi, posvečeni življenju, delu in zapuščini Franca Fanona. Letos namreč mineva 100 let od rojstva enega najvplivnejših mislecev 20. stoletja, Franca Omarja Fanona. Njegovo življenje je bilo kratko, a izjemno intenzivno in plodno. Kot psihoanalitik, psihiatrični zdravnik, torej psihiater, filozof, pisac in politični aktivist za osvoboditev koloniziranih ljudstev, je Fanon pustil globok pečat tako v teoretski misli kot v konkretnih političnih bojih. Njegova dela so zaznamovala številna področja vednosti in postavila nekakšne temelje za razumevanje dekolonizacije ne le kot političnega, temveč tudi epistemološkega in estetskega procesa. Znotraj serije o literaturi Afrik, ki na Vodnikovi domačiji poteka od leta 2016, smo se Fanonu že posvečali, govorili smo namreč o 2 njegovih knjigah, in sicer V suženjstvu zakleti in o Črni koži, belih maskah. Ti 2 knjigi sta namreč prevedeni v slovenščino. Fanonova misel pa je ves čas ostajala tudi prisotna kot nek referenčni okvir za številna literarna dela, se pravi za afriško leposlovje, ki smo ga do sedaj obravnavali. Zdi se mi, da je današnja obletnica primeren trenutek za vnovičen spomin, pa tudi za refleksijo in aktualizacijo Fanonove zapuščine v današnjem času. Z menoj sta nocoj dr. Marina Gržinič, filozofinja in znanstvena svetnica na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU, in Aida Kleindist, študentka primerjalne književnosti in filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani in pa tudi sodelavka v aktualno-politični redakciji Radia Študent. Preden jima predam besedo, bi morda še sama delila nekaj besed o Francu Fanonu. Franc Fanon se je rodil 20. julija 1925 v mestu Fort-de-France na karibskem otoku Martinique, ki je bil takrat francoska kolonija. Pomembno je pač naglasiti, da je Martinique še danes pravzaprav čezmorski departma Francije, se pravi francoski teritorij. Njegova družina je izhajala iz razmeroma skromnih razmer, oče je bil carinski inšpektor, mati pa prodajalka različnih pač nekih gospodinjskih pripomočkov in potrebščin. Njihove družinske korenine seveda segajo v obdobje suženjstva, to je tudi pač neka izkušnja, ki jo pač čez to neko transgeneracijsko pač perspektivo je Fanon doživel in se tudi globoko je nekako zaznamovala njegovo razumevanje identitete in zgodovine sama. Med drugo svetovno vojno je Fanon kot mladenič pristopil k silam svobodne Francije in sodeloval v osvobodilni kampanji, tako kot številni drugi kolonizirani vojaki, se pravi pač koloniziranci iz številnih afriških držav, predvsem zahodnih, ti so znani senegalski strelci. Je v prvi in drugi svetovni vojni so pravzaprav tako kot Fanon nekako pristopili na stran pač svojih zatiralcev in se bojevali ta boj pač pravzaprav na strani Francije, Velike Britanije in tako dalje. Zdaj njegova izkušnja temnopoltega vojaka v beli, recimo temu beli francoski vojski, kjer je bil kljub vsemu, kljub tej neki identitetnemu pozivu v vojno deležena rasnega poniževanja, je bila ključna tudi pri oblikovanju njegove zavesti o rasi, oblasti in kolonialnem razmeru. Na tem mestu lahko omenimo tudi pisatelja Davida Diopa, senegalsko-francoskega avtorja, ki je v delu Več kot brat tematiziral prav to protislovje kolonialnega vojaka na primeru pač senegalskih strelcev. Zdaj, po vojni se je Fanon upisal na študij medicine v Franciji in se specializiral za psihiatrijo na Univerzi v Lyonu. Leta 1953 je postal predstojnik psihiatričnega oddelka v bolnišnici v Alžiriji. Takrat je, moramo zdaj pač, če malo kontekstualiziramo, je tudi Alžirija pravzaprav bila francoska kolonija in francoski teritorij. Torej, kot pač nek koloniziranec je poslan v drugo kolonijo, kjer naj bi deloval znotraj gospodarjevega kolonialnega aparata in tu je pač deloval kot psihiater.
Tam je seveda neposredno izkusil brutalnost kolonialnega sistema in njegove psihološke učinke, kar je odločilno vplivalo na razvoj njegove misli. Njegovo delo v Alžiriji je bilo prelomno. Soočil se je namreč z duševnimi stiskami tako koloniziranih kot kolonizatorjev in prišel do spoznanja, da kolonializem ni pač le politični sistem, temveč tudi globoko psihološko nasilje. In ravno zaradi tega je v svojih delih osvetljeval to psihološke učinke kolonialnih družb. Če lahko morda naštejem nekatere pač primere, naprimer ukvarjal se je z psihološkimi vidiki Alžircev, ki so bili mučeni z elektrošokom, ali pa naprimer z impotenco Alžirca, ki je gledal posilstvo svoje hčerke ali pač žene. Se pravi, taki primeri pač kruti, kjer so pravzaprav je prišlo do drugačnih spoznanj in tu je tudi pač en moment, kjer lahko vstopa kritična psihologija oziroma ta dekolonialna perspektiva znotraj psihologije kot vede same, kot jo poznamo. Zdaj, seveda Fanona je treba razumeti znotraj njegovih pač teh konkretnih biografskih poti. Se pravi, imamo tle Martinique, Francijo in Alžirijo, kakor sem rekla, in to nekako vsakič znova razkriva, kako je rasizem vpisan v strukture sveta, pač ne glede na politične pač neke pozicije in pa zgodovinske okoliščine. Zdaj, če se malo premaknemo naprej, leta 1954 se je v Alžiriji začel boj za neodvisnost in to je tudi eden najbrutalnejših osvobodilnih bojev 20. stoletja in tudi seveda v Afriki velja pač za najbrutalnejšega. V tem času je Fanon postopoma vse bolj aktivno vstopal v politično dogajanje v Alžiriji. Gre torej za teritorijalno dekolonizacijo, ki je seboj prinesla seveda ekstremno nasilje, represijo in pa tudi jasno polarizacijo sveta. Fanon je v tem konfliktu zavzel jasno stališče, postavil se je namreč na stran alžirskega ljudstva. Leta 1956 je zapustil pač to delo v psihiatrični bolnišnici in vzpostavil tesne povezave z osvobodilno fronto, pač to alžirsko. Nato pa je v Tuniziji sodeloval pri urednikovanju revije El Mudžahid, kar pravzaprav v prevodu pomeni bojevnik. To je tudi neki izraz, ki so ga pripisovali borcem te osvobodilne fronte. Zdaj, ta revija je sprva delovala kot gverilski informacijski pač bilten med alžirsko vojno in bil je namenjen seveda pač o tem odporniškem gibanju, ne, in tu je seveda Fanon tudi odigral svojo pomembno pač vlogo in urednika in pač teh prispevkov, ki jih je nekako prispeval k temu, k tej reviji. Zdaj, kasneje pač leta 1960 je Fanon bil odposlan kot predstavnik alžirskega veleposlaništva, je bil poslan v Gano, kjer je tudi potem deloval. Ne. Se pravi, gre za neko mednarodno, recimo temu, kariero in pa tudi vlogo. Se pravi, deloval je kot glasnik osvobodilnih gibanj, iskal je pač zavezništva in podpore za dekolonialna prizadevanja, predvsem na afriški celini. Nekako tlele moram tudi vedno rada omenim to, da žal Frantz Fanon ni bil aktiven znotraj političnega dogajanja v njegovem rodnem kraju na Martiniku. Razlogi za to so pač, ne vem, morda tudi to, da je razmišljal o tem nekem globalnem boju, ne samo partikularnem za, naprimer, en otok ali za svojo domovino, ampak za neko pač širšo mobilizacijo idej. Seveda s tem, ko se je jasno postavil na stran koloniziranih, se je simbolično in pa tudi dejansko odpovedal vlogi državljana Francije. Seveda francoska država ga več ni priznavala za svojega, z njenega vidika je bil izdajalec naroda, z vidika Fanona pa je šlo za zavestno in etično odločitev, se pravi, zvestobo ni prisegal pač kolonialni metropoli in kolonialnim metropolam, temveč boju za svobodo, človekovo pač neko dostojanstvo in dekolonizirano prihodnost. Seveda, življenje ga je hitro zapustilo, kot vemo, je umrl pri 36 letih, leta 1961. In mislim, da je v tem kratkem času vendarle premaknil
posebne meje in osebnega in strokovnega, teoretičnega in pa tudi političnega poslanstva. Ne. Ni bil zgolj samo pač nek opazovalec svojega časa, ampak tudi udeleženec, ki je svoje medicinsko, psihiatrično in filozofsko znanje prepletal z odličnim političnim angažmajem. Zdaj, Fanonovo delo mislim, da lahko razdelimo v dve liniji. Eno je tisto, ki izhaja iz njegovega pač dela kot psihiatra in drugo se pač pravzaprav razvija kot ta neka politično-filozofska refleksija kolonializma, rasizma, nasilja in osvoboditve. Zdaj, v slovenščini imamo, kot sem rekla, prevedeni dve njegovi deli, to sta tudi ključni njegovi deli. Prvo je, med njima je Črna koža, bele maske, šlo je leta 1952. Moram reči, da so ti obe deli, predvsem drugo delo v suženjstvu zakleti, nekako v času, ko je išlo, je tudi zelo hitro prišel prevod in zelo hitro je prišlo sploh na področje pač ne samo Slovenije, ampak celotnega ozemlja bivše Jugoslavije, tako da je šlo, mislim, da je to razlika v prevodu 1 leto, se pravi, ko je šla knjiga, naslednje leto je bila prevedena in izdana tudi na naših področjih. Skratka, v Črnih kožah, belih maskah analizira, kako kolonializem in rasizem vplivata na zavest temnopoltega posameznika, kako je črn, v narekovajih, človek v kolonialni družbi prisiljen sprejeti belo masko, ne. To seveda zdaj figurativno govorimo, prisiljen je govoriti jezik kolonizatorja, ponotranjati njegove kulturne norme, da bi bil pravzaprav sploh opažen, da bi lahko znotraj pač družbe sploh deloval, da bi bil slišan, sprejet, čeprav kljub temu, ne, ostaja vedno pač neslišan in zatret oziroma obstaja vedno pač ta drugoten, vedno je v poziciji drugega. Zdaj, koloniziran subjekt v tej knjigi se tudi pač nekako vzpostavlja skozi to prisilo nenehnega dialoga oziroma celo nekega konfliktnega dialoga z belim pogledom in normami, ki določajo, kaj pomeni biti človek kot tak, ne. Zdaj, seveda, tle Fanon zaide pač v resno analizo psihopatologije koloniziranca, in to seveda nekako premesti v družbeno in politično polje. In mislim, da je to neka ključna misel te knjige, je pravzaprav, kaj pravzaprav rasizem lahko naredi posameznikovemu mentalni, pač ne vem, nekemu mentalnemu ustroju, se pravi, gre za to mentalno kolonizacijo in zdi se mi zelo pomembno ravno ta njegov radikalen pristop, da ne smemo ločevati med tem duševnim zdravjem in politično realnostjo in ta knjiga je tudi nek poziv k neki, kako bi rekla, radikalni razodtujitvi posameznika, se pravi temnopoltega posameznika. Zdaj, njegovo pač to najbolj znano in delo in najbolj vplivno pa je drugo, se pravi to, kar sem že omenila, V suženjstvo zakleti in je pač objavljeno leta 1961. To gre za izrazito politično in revolucionarno besedilo, v katerem Fanon oblikuje eno najprodornejših kritik kolonializma v 20. stoletju. To delo lahko tudi beremo ponovno kot neko psihiatrično diagnozo kolonialnega sistema, se pravi, vedno ima preplet pač te, kakor sem zdaj že nakazala, pač psihiatrične njegove prakse kot zdravnika in pa pač političnega angažmaja. Znotraj tega dela Fanon analizira, kako kolonialna dominacija proizvaja nasilje in hkrati, kako prav nasilje postane neizogibno sredstvo osvoboditve. Fanon tu zelo jasno tudi razloži, da kolonialni sistem temelji na nasilju, na ustrahovanju, prisili, segregaciji, poniževanju in psihični degradaciji. V takem svetu, to pač tako trdi, ne obstaja pač druga možnost neke mehke tradicije, ampak pravzaprav gre za neko naracijo o dolžnosti upora in dolžnosti nasilja, kjer je nasilje pravzaprav nekakšen kliničen koncept, skozi katerega pravzaprav koloniziranec izvede obrat k sebi in se nekako rehumanizira. Nasilje seveda tlele ni idealizirano, temveč je pokazano oziroma prikazano znotraj določenih zgodovinskih in političnih danosti.
Morda tlele samo še omenim, da ta knjiga zelo dobro tudi omenja, mislim, da bomo tudi kasneje pač znotraj okrogle mize to bolj nekako zapopadli. Omenja tudi pač ustvarjanje pač nacionalne države, kako so se te vzpostavljale, na kakšen način, in pa seveda mislim, da je zelo pomenljiva ta koncept nacionalne buržoazije, ki se vzpostavi, ko se teritorijalna dekolonizacija pravzaprav konča in so države nekdanje kolonije osvobojene in seveda pride na oblast pač neka elita, ki je nekako ustrojena po zavesti, po pravilih, po pač nekakej mimetični podobi nekdanjih kolonizatorjev. Mislim, da je tlele zelo pomenljivo njegov citat, ko reče, včasih je črn bolj bel od belega, in mislim, da je to zelo nekaka pomembna ideja, ki je aktualna ob vseh sodobnih afriških novicah, tudi za sodobne pač vlade, ki si upam tlele trditi, niso se veliko spremenile v tej perspektivi pač diktatorskih vajencev. Skratka, Fanonove misli ostajajo tudi danes izjemno relevantne v svetu, kjer se nenehno znova poraja vprašanja rase, rasizma, različnih postopkov rasizacije. To spremljamo tudi pač istočasno s tem spremljamo militarizacijo meja, parakolonialne, neokolonialne vojne, okupacije, plenjenje virov, sistemske neenakosti, migracijske infrastrukture, pač nadzor, kriminalizacija teles in tako dalje. Je ta kolonialna dediščina in Fanonova misel še zmeraj aktualna. Tlele seveda to ni tako daleč, ta njegova misel ni tako, kako bi rekla, odtujena slovenski realnosti. Tle bi se morda sklicala na včerajšnjo oziroma predvčerajšnjo objavo policijskega profiliranja temnopolte osebe v ljubljanskem centru, v enem izmed lokalov. Mislim, da so prenos teh idej oziroma pač to, da je tudi Slovenija deležna različnih postopkov rasizacije in rasizma, vendarle neka realnost, ki pravzaprav ni diskutabilna, ne. Se pravi, znotraj tega mislim, da Fanonova misel nam nekako pomaga misliti, razkrivati, artikulirati, zapopasti pač ta različna razmerja moči, ki pogosto ostajajo nevidna. Ob 100. obletnici njegovega rojstva se mi zdi še posebej pomembno, da njegove misli ne le obujamo in pač obeležujemo, ampak jih tudi kritično premislimo. Nekako, da se ne le poklonimo Fanonu, ampak ga tudi nekako beremo kot živega mislica, ki nas še vedno nekako izziva in izzove k razumevanju sodobnih dinamik družbe. Tako da jaz bi mogoče tebi prvo dala besedo, tako da izvoli, prvo bomo vsaka bo imela nek prispevek, potem bomo pa zadevo razširili v debato. Hvala. Pozdravljeni še z moje strani. Jaz bi se, v bistvu bilo že nekaj na to povedano, osredotočila predvsem v okviru tega procesa osvobajanja, v okviru borbe za novo nacionalno državo v Afriki, osredotočila predvsem na en moment, ki se mi zdi pomemben oziroma skoraj nujen, če berem Fanona, tako kot ga berem. V glavnem, in to je moment, trenutek v boju za osvoboditev, v katerem v bistvu se nacionalistična stranka, ki se praviloma razvije v mestih kolonialnih držav, kolonistična stranka in pa kolonizirani intelektualci, kot jim pravi Fanon, moment, torej ti, da se obrnejo nazaj k ljudstvu. Torej, to je ta trenutek, ki se po Fanonu mora zgoditi, da pride do nekega zdravega razvoja nove države, nove nacije. Torej, kaj mislim z zdravim razvojem? To mislim tem v bistvu, da se nacija zares osamosvoji, da se zares dekolonizira v tem smislu, da se ne obrača ponovno nazaj k bivšim kolonialnim silam. In zdaj nacionalistične stranke, tako pač piše Fanon, opaža ta trend, so praviloma
puščale ob strani kmetstvo, ki je torej živelo v zaledju, ne v mestih. In po Fanonu je kmetstvo edino revolucionarno, saj ničesar ne more izgubiti. Družbena skupina z revolucionarnim potencialom je lahko tudi, na primer, lumpen proletariat, ampak to je mogoče drug kontekst. V glavnem, kmetstvo, ki nima ničesar izgubiti in je zaradi svoje oddaljenosti od mestnih središč ohranilo neke svoje tradicije ter spomin na predkolonialne čase, po Fanonu najhitreje spozna, da je za osvoboditev potrebno nasilje. In namreč v kolonijah vlada neko, pravi temu avtor, atmosfersko nasilje. Torej ne samo nasilje, ki prežema neke družbene odnose, torej nasilje, s katerim kolonizator zatira ljudstvo, ga omejuje, ampak v bistvu nasilje, ki je vse prisotno, ki opredeljuje vsako bit, vsak način življenja. In Fanon govori, da se v bistvu to neka agresivnost ljudstvo nabira v mišicah. In ta agresivnost se v času kolonializma izraža v različnih aspektih, mogoče v nekih trenutkih tudi se usmeri proti kolonizatorju, vendar ne sistematsko. In v času osvobodilnega boja, ko torej začne rasti ta zavest, torej res zavest ljudstva o tem, torej želji po osamosvojitvi, pa je pač kmet, ljudstvo pripravljeno to agresijo obrniti proti kolonizatorju. In to je ta moment, ki sem ga potem, ki sem ga omenila čisto na začetku, in v tem, torej v tej spontanosti ljudstva, v tej želji ljudstva, da to svojo agresijo obrne v smer kolonizatorja, je potrebno, da člani nacionalističnih strank v mestih, kolonizirani intelektualci, umetniki, ki sicer imajo izdelane neke svoje parole, praviloma brez neke ekonomskega programa, ki bi zadeval reorganizacijo družbe. V tem trenutku se torej mora nacionalistična stranka obrniti k ljudstvu in ga organizirati, ga izobraziti, mu v bistvu nekako z njihovo pomočjo se mora pri ljudstvu razviti zavest. Ta razvoj zavesti je namreč bistven, da se lahko pač pride do gradnje nove nacionalne države. No, zakaj omenjam ta moment specifičen? Zato, ker če do tega ne pride, to ni samo, v bistvu, kot sem omenila, enostransko rečemo izobraževanje ali pa usmerjanje, ampak je to nujno potrebno tudi za vse te, torej nacionalistično stranko, za intelektualce, za umetnike, da naredijo ta obrat, da se pridružijo ljudstvu v boju, ki, kot je bilo že preomenjeno, v bistvu rehabilitira po Fanonu, kolonizatorja, v njegovih očeh ga naredi spet človeka, ga na nek način humanizira, kako se pač to sliši, ampak v glavnem, če do tega ne pride, torej če se stranka v bistvu ne naredi tega obrata, če intelektualec ne naredi tega obrata, pač potem ne preostane drugega, kot da ta, pravi, strahopetna nova buržoazija se pač obrne nazaj proti kolonialni sili in se začne spet ta never ending proces odvisnosti od kolonialne sile, in pač klasični kolonializem zamenja neokolonializem. In tako tudi govori o nacionalni, torej novi nacionalni kulturi, ki se bi naj zdaj ustvarjala. Ustvarjati se mora v boju, ali je to političen ali je oborožen, pač nujno oborožen, mora biti v sodelovanju z ljudstvom, torej mora opevati ljudstvo, mora spodbujati njihov boj in nikakor ne sme biti kultura, kakršna se je razvijala v nekaterih aspektih in ne samo v Afriki, ampak tudi na primer v Ameriki, kot bom potem omenila. Torej to je ta kultura opevanja predkolonialnih časov v Afriki. Kultura, češ
gledanja nazaj v izvore, kjer še ni bilo kolonizatorja, torej poseganje po teh nekih družbenih vzorcih, da se bi potem kolonizator lahko, torej koloniziranec lahko emancipiral, torej s pomočjo te kulture. Fanon pravi, da je to neproduktivno in nikakor ne deluje, ker je pač to prazna kultura, ki ni bila proizvedena v nekem komunikaciji z ljudmi in je po takem potem tudi brez prave vrednosti. No, omenila sem Amerike, Združene države Amerike. V bistvu Fanona so brali po vsem svetu, v teh, tudi na terenih v različnih revolucionarnih kontekstih, naj bi ga prebiral Che Guevara. Brali so bi pa, za koga pa je bil pač res tudi izjemno pomemben in ga je v bistvu pač pripomogel veliko k razmišljanju, je pa to bil pri Američanih, torej pri črncih v Ameriki, v Združenih državah Amerike, predvsem pri stranki Črni panteri. So ustanovitelja z te stranke, Huey P. Newton in pa Bobby Seale, naj bi ga, kot tako pišeta, požirala, naj bi ga znala na pamet, naj bi ga razčlenjevala, naj bi bil res navdih. In tukaj bi se jaz mogoče čisto malo zaustavila in še na tem primeru mogoče pokazala in aplicirala Fanona na to, torej o tem, ko sem pač govorila o tem momentu črnskega intelektualca, črnskega pač člana nacionalistične stranke. Stvar, ki se mogoče nisem omenila, pa bi jo morala, je to, da so črnce v Združenih državah Amerike v določenih teorijah in pač v določenih teh aktivističnih gibanjih, da se jih je obravnavalo kot kolonizirano ljudstvo. Torej, kot narod znotraj naroda, uporablja se pač termin domač kolonializem. In to potem tudi se pač razvil različne, rečemo temu, smeri, različne črnskega nacionalizma in nekateri so zagovarjali eksodus v Afriko nazaj, nekateri pač čiste zelo močne separatistične težnje, torej zahteva po zemlji v okviru Združenih držav Amerike, predvsem na jugu. No, in ko sem govorila o Črnih panterjih, oni so o svojem nacionalizmu govorili kot o revolucionarnem nacionalizmu in so ga razlikovali od kulturnega nacionalizma, ki so ga poimenovali kot neka taka buržoazna zadeva. Zakaj torej revolucionarno nasilje, kaj to pomeni? Torej, v bistvu zagovarjali so oborožen boj proti kolonizatorskim silam, ki so bili v Ameriki v bistvu policija, kolonizator pa ameriške oblasti. In pač kot poznamo mogoče najverjetneje situacijo v 60-ih prej, torej po odpravi suženjstva, pač je bilo pač umori, torej da je policija ubijala črnce na ulicah nekaj povsem običajnega in pač nekaznovana praksa. In torej v okviru tega so pač Črni panterji po Fanonovo zagovarjali oborožen upor, torej vsak ima pravico, da nosi orožje. In pa predvsem, zakaj zdaj to, čemu se hočem zares osredotočiti, je pa to, v bistvu, da zares so prezirali ta moment, ko je v bistvu si neki črnski predstavniki, ki so bili po njihovo najverjetneje vedno ti kulturni nacionalisti, ki so poudarjali svojo raso, moč črnske rase, imeli svoje običaje, nosili te tradicionalna afriška oblačila. V glavnem, da so v bistvu nekako naredili kompromis z kolonizatorjem, o takih kompromisih, ko je govoril tudi Fanon v Suženjsko zakleti. V tem kompromisu torej, da so nekako, če jim je uspelo priti na neke položaje, popolnoma seveda bili primorani v opustitev kakršnega koli programa, če so ga imeli za osvoboditev črncev v Ameriki, za izboljšanje njihovega položaja.
Namreč in v tem kontekstu je torej bila v stranki Črni panterji v Ameriki pač velikokrat omenjen Fanon v smislu tega, da je potrebno nujno torej delati z ljudmi, ustvarjati kulturo v sodelovanju z njimi. Ta kultura naj ne bo poseganje po starih afriških tradicijah, kot je bilo res popularno takrat v 60-ih v Ameriki. Črnski nacionalisti to res so videli v tem neko res silo, ki bi poenotila vse Črnce v Ameriki in pa po svetu in bi pač pripeljala do neke emancipacije. In da je pač potrebno delo z ljudmi, ki vedno vejo, kaj je prava politika, torej ni politika sedenje v pisarnah, zavzemanje za to, da večerjaš v fancy restauracijah z belci, ampak je politika vedno bila za njih, torej vprašanje primarnih življenjskih dobrin, kot je hrana, streha nad glavo, izobraževanje in tako naprej. Tako da ne vem, še imam kaj časa, ali pa lahko pa tudi počasi to potem pa bi morda pač še pa omenila, torej če sem omenila torej to kritiziranje Fanona k temu vračanju k koreninam, vračanju v predkolonialne čase Afrike in pač popolno nesmiselnost tega, bi pa mogoče omenila pač mogoče produktiven moment tega oziroma razumevanja, zakaj do tega pride, predvsem v Ameriki. Pač v Ameriki kot Črnci v Ameriki, ki so bili iztrgani iz domovine, iztrgani in pripeljani nasilno v popolnoma drug družbeno kontekst, kulturo, zasužnjeni. Torej bili so popolnoma iztrgani in niso imeli nikakršnega stika z nekdanjim domom, z nekdanjimi tradicijami in so pač živeli v Ameriki in po nekaj generacijah se je torej Afrika popolnoma pozabila. In v tem kontekstu, torej v življenju v Ameriki, torej edina zemlja, ki so jo kadarkoli poznali, so se vedno počutili deloma Američani, deloma ne. Vedeli so, da pač jih kot polnopravne subjekte nikoli ne bodo Američani priznali kot take. In pomemben mislec ameriški Črnc Dubois govori o neki tej dvojni zavesti Črncev, neki tenčici, ki se je ustvarila. In v vsem tem torej spominu na suženjstvo, zatiranju v Ameriki je pač na nek način nujno, da se Črnec nekako humanizira, da se vzpostavi kot subjekt in zato je bilo to poseganje po tej Afriki, idealiziranje Afrike, ki bi naj pripeljala do neke te spomina, torej da sem res sem človek, ampak odgovor nazaj pravi potem Panterji, da že res, da je kultura lahko pomembna in je lahko tudi nek vzvod, nek potisk, ampak nikoli pa ne bo pripeljala do prave osvoboditve in pač njihov kontekst je bil, njihov cilj ni bil zgolj boj proti rasizmu, ni bilo zgolj poveličevanje črnske rase, ampak je bil boj v bistvu proti kapitalistični, imperialistični sili Amerike, ki pač torej dokler obstaja torej Amerika kot takšna, samo odločba kateregakoli naroda ne bo mogoča. In v tem kontekstu tudi oni zagovarjajo boj, ki humanizira Črnca tako, da si vzame dobrine, ki jih potrebuje. Tako da to mislim, da bi lahko bilo z moje strani vse, mogoče še potem se kaj vrnemo v pogovoru, ampak ja. Super, hvala. Marina, izvoli. Ja, hvala, super je bilo poslušati, hvala, da ste prišli. V bistvu nisem sploh pričakovala, nisem vedela kako pa kaj, ker nisem pač nikoli tukaj nastopala in ne sledim
tem, kaj se tukaj dogaja, ampak hvala Aleksandra za to povabilo. Torej, jaz bom šla kar s svojim tekstom, ki sem ga nekako skupaj postavila in mogoče povezala nekaj teh zadev, ki so bile, mogoče pa ne na en drugačen način. Torej, Fanon, psihiater s Karibov, velja za enega ključnih mislecev dekolonizacije in psihopatologije kolonializma. Njegova dela so postala temeljna za postkolonialne študije in imela velik vpliv na antikolonialna gibanja. Fanonova knjiga, ki je bila že omenjena, Le Dame de la Terre, naslov, ki ga je Fanon vzel iz prvega verza Internacionale, in to je super napisano tudi v predgovoru, mislim, da knjige ni tukaj, ampak je tle, ki je išla, torej z naslovom V suženjstvu zakleti, upor prekletih, je njegova najznamenitejša knjiga. Napisana je bila leta 1961 in v bistvu prevedena v angleščino leta 1963. Nastala je pa v času alžirskega boja za neodvisnost. To je v bistvu tudi knjiga, ki je dokonča pred smrtjo. Na neki način toliko mrzlično dela, vsaj tako pravijo zgodbe, da umre na nek način, ki je hotel na vsak način končati to knjigo, v bistvu to analizo. Fanon v njej razgalja načine, kako beli supremacistični sistem oziroma režim belosti obvladuje kolonije. Fanon zagovarja radikalni prelom s kolonialno kulturo. In znamenit je v bistvu Sartrov uvod k tej knjigi, ki dodatno poudari potrebo po nasilnem boju proti kolonializmu. To nasilje, ta ideja nasilja je nekaj, kar se bo skozi vračalo kot bumerang in v bistvu bo kritika Fanona v svetu, ki je čisto nasilje kapitalizma, se v bistvu nasilje skozi postavlja pod vprašaj, posebej, ko ga nekdo izreče, ki je sam predmet tega nasilja. V knjigo V suženjstvu zakleti je francoska vlada ob izidu cenzurirala, zato kritiki izpostavljajo, da so prav v Združenih državah Amerike, deželi linčev, kot jo je poimenoval Fanon, njegova dela dosegla svetovno slavo. Tam je našel svoj prvi in zadnji dom. Rojen je bil, kot je kolegica povedala, v Karibih, umrl je v ameriški bolnišnici, ponovno pa se je rodil v revolucionarnih gibanjih 60 let, kot je povedala druga kolegica. David Macy je v biografiji o Fanonu z naslovom Fanon Alive, ki je išla leta 2000, Fanonovo poznavanje Združenih držav Amerike označil za nepomembno, saj naj bi izhajalo predvsem iz literarnih virov. Takšen odnos je nadaljeval tudi Homi Bhabha. To so znana imena, če se ukvarjamo s postkolonialnimi študijami, ne? In je v svojem predgovoru k novemu prevodu V suženjstvu zakleti, The Wretched of the Earth, iz leta 2004, Fanonovo revolucionarno humanistiko zavrgo kot anahronistično. Reduciral jo je na vprašanje nasilja in je v bistvu pretvoril nekakšno etično, ne pa politično držo proti institucijam, kot sta International Monetary Fund, Svetovna banka in tako naprej. Prvi angleški prevod V suženjstvo zakleti, upor prekletih, je bil Constance Farrington in izšel je leta 1963 v New Yorku. Poznejši prevod je bil pa od Richarda Philloxa. In oba v bistvu prevoda, kot tudi ta prevoda, ki so tukaj pred nami, pa še drugi, to je moje mnenje, pač, ki sem jih brala, vsi te prevodi v bistvu pokažejo, da niso nevtralni, temveč politično nabiti dokumenti svojega časa. Recimo ena od knjig, mislim, da je ta Črne maske, ta tukaj, ki je šla leta 2017, uporablja neverjetno dikcijo v prevodu, način v bistvu, bi rekla, ki je popolnoma rasističen. Ko sem vprašala, kako je to možno, so rekli, pa tako so pač tedaj pisali, tako so razmišljali v Sloveniji, saj ne moremo tega zamenjati, ne. In podobno se je dogajalo z knjigo od Šile Membeja, ki smo jo prevedli po hudih bojih
s prevajalko smo uspeli pač ene stvari dati ven, ne. Zato se mi je to zdelo zelo pomembno, da v bistvu se izpostavi, in če berete, če greste na izdajo iz leta 1963, potem tisto, kar je šlo leta 2004, se jasno pokaže v bistvu, kako ti prevodi zares niso nevtralni. Sam Macy, ki je pisal pač biografijo od Fanona, priznava, da je Fanona prvič bral leta 1970 in to po Foucaultu, Lacanu in Althusserju, in da se mu je že takrat zdel naiven. Ta oznaka se navezuje na poznejšo kritiko spet Homi Babe, ki Fanonov humanizem imenuje banalen in blažen. Očitno sta, to je jasno, in Macy in Baba oba zaznamovana strukturalizmu. Fanonovo misel umestita na sam rob intelektualnega kanona, čeprav je ravno tam njegova moč, v neposrednosti, človečnosti, ampak tudi politični odločnosti. Leta 1995 je francosko-alžirski režiser Cheikh Džemaj za alžirsko televizijo posnel dokumentarni film Frantz Fanon, njegovo življenje, njegov boj, njegovo delo. Film združuje arhivske posnetke, intervjuje in pripoved, ki v bistvu poskušajo osvetliti Fanonovo vlogo v alžirski revoluciji in njegov intelektualni pomen. Fanon, psihiater, je postal v bistvu glasnik alžirske revolucije proti francoskemu kolonializmu, kot je bilo na začetku povedano. Razočaran nad rasizmom v francoski vojski se je povezal z radikalno politiko, eksistencializmom in gibanjem črnske zavesti, Negritud. Njegova knjiga Črna koža, bele maske, ki je šla leta 1952, tako ostaja v bistvu ena od najmočnejših analiz rasizma in ponotranjenje podrejenosti. V Alžiriji je Fanon pomagal upornikom, zdravil je žrtve in storilce nasilja ter pisal klinične zapiske, ki razkrivajo duševne travme kolonialne vojne. Po izgonu leta 1956 se je preselil v Tunis in, kot je bilo povedano, je pisal in je bil zelo aktiven za časopis Mudžahadid. Ustanovil je tudi prvo psihiatrično kliniko v Afriki in ustvaril več temeljnih besedil o dekolonizaciji. Zelo zanimivo je, da eden od sodelavcev, ko sem brala različne študije o Fanonu in tudi v tem pač filmu, Reda Malek je povedal, da se ga spominja kot izjemno hitrega in navdihujočega misleca, ki je članke pisal skoraj brez popravkov, neposredno, spontano, prepričljivo. Njegovi knjigi, torej ena se imenuje v francoščini L'Enseigne de la Révolution algérienne, ki je šla leta 1959, to je nekako v prevodu v slovenščini bi bilo 5. leto alžirske revolucije, in potem v Suženjstvo zaklet iz leta 1961, sta dejansko bili napisani ustno. Fanon je govoril, drugi so zapisovali. Njegova besedila so bila produkcija svojega časa, namenjena trenutku, a napisana proti kolonialnemu času. To je zares pomembno. Ob izidu so bila ostro kritizirana, vsa dela. Francoska levica in komunisti so mu očitali posploševanje in nerazumevanje Alžirije, islama in podeželja. A prav v teh pomanjkljivostih, pod narekovaje, se skriva njegova moč, neposreden glas revolucije. Recimo ta knjiga, ki sem jo omenila v francoščini, L'Enseigne de la Révolution algérienne, ki je v bistvu išla leta 1959 v Franciji, je poznana bolj po prevodu v angleščini A Dying Colonialism, umirajoči kolonializem. In mislim, da bo ta knjiga, ki je potem bila publicirana leta 1965, tudi osnova te predstave, ki je ob 8. zvečer. Nekaj od tega se tam pojavlja notri, ne?
In ta knjiga ponuja zelo natančno analizo družbenih sprememb med revolucijo in razkriva Fanonov odpor do institucionalizacije revolucionarnega gibanja, ki lahko samo postane nova patologija oblasti. No, ta moment je kar zanimiv, kar se tiče prav tega, te formalizacije samega revolucionarnega gibanja, in na tem je zelo insistiral, da v bistvu to ne more biti pot ali edina pot. Leta 2011, 50 let po njegovi smrti, je Nigel Gibson zapisal, da so prevodi Fanona sicer zgodovinsko pogojeni, a njegova misel ostaja jasna in vplivna. In recimo bilo je govora o vplivu jasno na to, kar se je dogajalo v Ameriki, ampak tudi veliko je bilo vpliva v Južni Afriki. Steve Biko je bil eden od najboljših poznavalcev in tudi se skozi nanašal na delo Fanona, pa tudi gibanje, ki se mu reče Abalali Basse Menjdolo, ki je v bistvu bilo gibanje in je še naprej izjemno pomembno gibanje, Abalali, ki je gibanje, ki so ga organizirali prebivalci Barak in v bistvu nadaljuje tradicijo Fanona. Torej v Južni Afriki je po padcu apartheida ostalo dejansko izjemno veliko razlik in tudi grozljivih zgodb o tem, kako v bistvu tudi po apartheidu so se nadaljevali razredne razlike, in je to gibanje eno od najbolj živih gibanj, ki se nanaša na Fanonovo misel. Hkrati pa v bistvu je sam Steve Biko, ki je bil oče gibanja črne zavesti v Južni Afriki in se je naslanjal na to delo, sam umrl zaradi mučenja leta 1978. Torej, to gibanje Abalali, ki še naprej deluje, funkcionira, si ga lahko poiščete na internetu ali če greste v Južno Afriko, je v bistvu tisto, ki nadaljuje tradicijo Fanona, ker gradi kolektivno moč zatiranih in se v bistvu prizadeva za neko temeljno dostojanstvo, skupnost in solidarnost. Ta zadeva skupnosti in solidarnosti je nekaj, kar tudi prihaja iz same misli Fanona. Torej, če je bil v 70. letih Fanon v Franciji komaj dostopen, so njegove knjige v Združenih državah Amerike postale temeljne za črnsko gibanje. To je kolegica Ajda tudi povedala. Postale so v bistvu temelj tudi za protivojne proteste in za razvoj črnskih študij. V bistvu je njegova knjiga Črna koža, bele maske bila tudi del ameriške dramske tradicije. Toda najbolj pomembno poglavje njegovega dela se v bistvu začne z Alžirsko revolucijo. Tedaj je najprej delal kratek čas v bistvu psihiatrični bolnišnici v Blinda Joinville in je v tej bolnišnici, kot je bilo povedano, ampak ni bilo povedano, da je v bistvu tam ustvaril model socioterapije. In ta model je v bistvu temeljil na živem družbenem tkivu. Tedaj pa je v bistvu v enem trenutku je izjavil, da ko je družba sama postala bolnišnica, torej ko je grozljiva kolonialna sedanjost tistega časa, zgodovina postala v bistvu patologizirala celotno alžirsko družbo, in v bistvu sama je ta družba je na nek način bila tkivo organizirano za mučenje, je tedaj se odločil v bistvu, da zapusti to bolnico in delo v tej bolnici in je rekel, da tam v bistvu ni bilo možno nadaljevati dela, ker ni samo bila patologizacija znotraj
same bolnice, ki jo je pač vodil, ampak je to bilo nek znak celotne družbe in vsega, kar je bilo okrog te same inštitucije. Leta 2024, v bistvu nekaj filmov je bilo narejenih, je režiser Abdenur Zaza v črno-beli tehniki posnel film, pač resnične z naslovom Resnične kronike psihiatrične bolnišnice Blinda John Will v prejšnjem stoletju, ko je bil dr. Franz Fanon predstojnik 5. oddelka med letoma 1953 in 1956. Zdelo se mi je fantastično, da je to bil tudi naslov filma. V tej polni kontekstualizaciji. In ta film v bistvu prikazuje Fanonovo preobrazbo bolnišnice, ampak tudi ta nasprotovanje rasizmu in odpor in tudi vse te kritike, ki jih je doživljal med francoskimi kolegi. Tedaj je v bistvu na nek način tudi zapustil in je potem v Tuniziji odprl drugo bolnišnico, kot sem rekla, to je v bistvu bila prva psihiatrična klinika v Afriki, ki je na nek način bila temelj te ideje dekolonizacije. Fanon je bil v Fronto za narodno osvoboditev FLN rekrutiran s strani Ramdeneja Abaneja, ki je bil kabilski voditelj in je postal njegov mentor. Abane je oblikoval vizijo demokratične Alžirije, ker ima državljanstvo prednost pred etničnimi in verskimi identitetami. In ta ideja je bila tudi Fanonova vizija. To se mi zdi zelo ključno za čas, v katerem živimo, ko gre za izjemne nacionalizme, ki se pač na vsakem koraku srečajo. V Sloveniji je ta nacionalizem ključen, se pač preoblikuje, razformira, preformira. Prej je nekdo, mislim, da je Aleksandra rekla, ja, mi tudi imamo rasizem. Ne še, da ga imamo, je tukaj, je vpet. Če samo grem nazaj na izbrisane, ne rabimo razmišljati o Afriki in niti govoriti, kako so se borili, ker moramo tukaj razmišljati, kaj smo naredili mi za vsa ta desetletja. In ta ideja, ki je v bistvu bila del koncepta Ramdeja Abaneja, torej Alžirija odprta za vse, za muslimane, žide, za vse tiste pač, ki so tam živeli, je nekaj, kar se mi zdi tudi z velik potencial v tem trenutku za premišljevanje nekega drugega sveta, tako bom rekla. V bistvu Alžirija je odprta za vse, ker vsak posameznik razvije svoj potencial. Abaneja so usmrtili leta 1958 in potem je v bistvu sam to misel Fanon nadaljeval naprej, prav v knjigi iz leta 61 Usuženstvo zakleti, upor prekletih. In prihajam proti koncu. Ni treba biti nervozen. Glede na to, da smo si zadali nalogo šolskega štiva, pa ga bomo naredili do konca, ne? Boste trpeli. Torej, ta knjiga je, kot je bilo že povedano, bila izjemno pomembna in je postalo obvezno branje za črne revolucionare, za gibanje Black Panther. Veliko teh zgodb je in Kathleen Cleaver je zapisala, da je Fanonova analiza kolonializma in nujnost nasilja v bistvu upravičevala spontano nasilje zatiranih ter povezovala njihove ustaje z novimi revolucionarnimi praksami. To je jasno ključ, ker brez, bi rekla, civilnega gibanja, ki ga je črnska večina, ampak manjšina, rasizirana v ZDA, v bistvu prinesla, podarila, bi rekla, 20. stoletju, spet niti nas ne bi bilo tukaj, ne?
Tam smo se lahko naučili, če beremo to zgodovino, v bistvu kaj pomeni organizacija, kaj pomeni protest, civilna nepokorščina in tudi v bistvu kazni, ki so jih pač doživljali in kako je to nasilje bilo še potrojeno, bi rekla, kot odgovor tistih, ki so bili na oblasti. Toda nasilje, ki ga Fanon opiše, ni izginilo z razpadom kolonialnih imperijev. Preoblikovalo se je v zaporniške cone, migracijske centre, barakarska naselja in podeželsko revščino. Tega vsega vidimo tudi tukaj, ne? Ampak ne moremo reči, da smo del kakršnekoli kolonizacije, samo kolonizirani smo z lastno neumnostjo in nesposobnostjo kot civilna družba, ne? Da v bistvu dovolimo vse to in da ne znamo brati zgodovino, pa čeprav je tako kratka od ustanovitve Slovenije, da ne govorim grozljive stvari, ki so se zgodile v ex-Jugoslaviji, in ki jih v bistvu pozabljamo, ki se vedno vračamo v leto 45, ne znamo razmišljati o letu 95, ko se je zgodila v Srebrenici genocid. Torej, Fanonovo mi ostaja odprta kategorija. To je nekako ta konec, do katerega sem hotela priti, ne? Skupnost mišljenja, ustvarjanja in odpora. Mi. Ni nasprotnik, temveč proces, ni nasprotnik, temveč je proces emancipacije. In v tem smislu v bistvu se vežejo kar različni pisci v Združenih državah Amerike, recimo Derek Walcott v Schoner Flight, ki v prevodu pomeni neka majhna ladja za pobeg, in o pobegu se veliko govori tudi danes, pa posebej, če si v diaspori in si črn, recimo v Evropi, vsi pravijo, prvo pomislim, kam bom zbežal, ne? Ker te v bistvu na cesti ustavljajo, recimo v Avstriji, te ustavljajo za vsakim korakom, če si črn, in v bistvu razmišljaš, kako boš bežal, posebej, če nimaš papirjev. Ta pobeg je kar ključen in napisal je leta 1979, ali pa nisem nihče, ali pa sem narod. To je bila njegova ideja, ne? In v bistvu Fanon jaz bi rekla, on še to razširi in pravi, ta mi na nek način postane temelj resnične človeške skupnosti. Morda bi danes rekli, jaz bi pa to spremenila, ker ta nation je bil zelo pomemben, posebej v antikolonialnih bojih, zaradi tega, ker v bistvu je bilo potrebno izoblikovati družbo. Potem, kaj se je dogajalo, to je zdaj stvar analize, ampak rečem, isto velja za Slovenijo, ne? Točno vidimo, imamo pred očmi zadnjih 30 let od ustanovitve države, ki leži na kosteh izbrisanih, ne? Na čisti nekropolitični gesti, in potem se to vse pozabi in potem so vse ti protesti, ki nikamor ne vodijo in ne peljejo, in ta turbokapitalizem, ki ga imamo. Zato bi jaz rekla drugače. Všeč mi je bilo, kot pravi v angleščini Derek Walcott, pravi either I am nobody or I am a nation. Jaz bi rekla either I am nobody, kar sam, or I am a community. In ta ideja community, ne, skupnosti, postaja izjemno močna, posebej za vse rasizirane skupnosti, teh ni malo po celi Evropi, tudi v Sloveniji in po celih drugih krajih nekdanje vzhodne Evrope. Zato, ker v bistvu živimo v tej turbo prekriti, mehki, fašistični, nacionalistični ali definitivno rasistični družbi, ampak mi beli ne moremo reči, da smo rasizirani, mogoče smo diskriminirani, ne. Rasizem je res rezerviran, kot odlično pokaže Fanon, in gre vzdolž barve kože. No, ta, bi rekla, ideja mogoče
se da uporabiti in ta ideja skupnosti in tega, ali si nihče, ali si v bistvu skupnost, mogoče si del neke ideje od civilne družbe, ker izraža napetost med individualnostjo in kolektivno identiteto, med osebno izgubo, ampak tudi zgodovinsko zavestjo. In mislim, da je ta moment tisto, kar vsaj zame za to, kar pomen Fanona vidim prav v teh možnostih za naprej. In če zaključim, ta vers, ta either I'm nobody or I'm a nation or I'm a community, zelo povzema na dober način precizno Fanonovo idejo o subjektu, ki se v boju proti kolonializmu šele na novo rodi kot politični subjekt. Ker politični subjekt je v bistvu zadeva, bi rekla, enega upora oziroma neke redefinicije samega mesta subjekta. Torej ne več kot posameznik, ampak kot del skupnosti. Torej iz izbrisa v skupnost, iz tišine v govor, iz nobenega v mi. To se mi zdi nekaj zelo dobrega in spodbudnega za nas, ki smo del civilne družbe v Sloveniji, in nekaj, kar mogoče še povežem na koncu, čisto na koncu z tem gibanjem Ablali, kot pravijo, revni smo v življenju, a ne v mislih. Ne? In tako v bistvu se tudi rojeva, ali lahko razumemo to Fanonovo zapuščino. Misel, ki se rojeva od spodaj, iz teles, ki kljubujejo nevidnosti, ali kot je zapisal nekdo drugi, tretji, četrti, peti, ki sam zbiramo, ki vsi se s tem ukvarjajo in vsi premišljujemo, je James Scott, se odpor vedno začne blizu tav. V resničnosti vsakdanjih izkušenj. Tam, v tišini zatiranih, še vedno odmeva Fanonov glas. Tako, hvala. Hvala, Marina. Hvala, Ajda, za te izčrpne prispevke. Zdaj, glede na to, da časa zmanjkuje, seveda, jaz bi mogoče imela samo par komentarjev, pa prosim, da se tudi vključite. Zdaj vse to, kar smo povedali o Fanonu, predvsem v nasilju in predvsem, Marina, ko ste omenili pač ta njegov komentar oziroma kritiko, da je njegov humanizem naiven, je treba tlele še enkrat poudariti, da pravzaprav tudi to nasilje je del tega nekega napredovanja v človečnosti, kar govori pač Fanon, pravzaprav gre za neko izboljšavo družbe. Zdaj pa, Marina, govorili ste pač, omenjali ste nekropolitične sile, omenjali ste turbokapitalizem, imamo pač ongoing genocid, imamo 95. leto, imamo izbris, imamo toliko stvari, kako pravzaprav ocenjujete to napredovanje v človečnosti znotraj Fanonove misli, se pravi, koliko še teh emancipatornih bojev, emancipatornega nasilja, da pravzaprav pride do nekega premika. Zelo kompleksno vprašanje. Najprej bi rekla, da se mi je zelo zanimivo to izpostaviti, kaj recimo David Macy govori, o tej neustreznosti, o tem neznanju, ker pokaže v bistvu, kako se Fanon bere, kako se je bral in kako se ga v bistvu vedno nekako utika nekje drugje. Vedno se reče, ni dovolj, pa se je psihiater, ampak kakšna je ta njegova psihoanaliza? A je to ta prava psihoanaliza? Zdaj smo tle v neki, jaz temu rečem, Slovenija ekspozitura psihoanalize, smo skozi neke ekspoziture, smo ekspoziture enega, drugega, tretjega, dejansko smo ekspozitura in to se mi zelo zanimivo, to zaničevanje, tudi Homi Baba, ko pač to pove, kar je nekaj, kar se mi zdi, kako se ti procesi tudi znotraj diskurza revalorizirajo s tem, da se devalorizirajo.
In ta ideja ostaja, pa da je bil problematičen v feminističnem branju in tako naprej. Tega je kar veliko. Zdaj, kar se tiče emancipacije, jaz mislim, da v bistvu, čisto bom rekla, anarhistično, da emancipacije v kapitalizmu ni, ne. Kapitalizem in emancipacija sta dva svetova, ne. Nimata nič skupnega in emancipacija je bila samo neki ideal, po moje, glede na to, kar smo priča danes, namenoma nisem hotela govoriti o Membeju. Ne, rekla sem, bom govorila samo o Fanonu. Zakaj bi govorila o Membeju? Zakaj spet bi morali namesto Fanona zdaj govoriti o Membeju? Ne, ko bo govor o Membeju, bom govorila o Membeju, ne. Zdaj se mi zdi, kar se tiče Fanona, da tudi te ideje človeškosti so, pred kratkim sem imela neko predavanje, imeli smo neki simpozij ali nekaj na ZRC SAZU in tedaj se mi je zdelo tako, nekako sem šla nazaj na neke svoje stare tekste pred 10 leti več in tam sem v bistvu razumela, da ta ideja človeškosti, ki naj bi bila zelo pomembna, v bistvu sploh več ne deluje v kapitalizmu, ne. Da je človeškost kot taka absolutno pase, ker je kapitalizem sam prvič ta zahteva Fanona, zahteva Fanonova, da v bistvu se črnci in vsi tisti, ki so drugačne barve kože, dobesedno, ker ta linija rasizacije dejansko poteka vzdolž te barve, ne, da v bistvu ta zahteva itak je bila neka ideja utopična, ampak nedosegljiva, ker noben ni mogel in nikoli ne more zadostiti ali večinskemu narodu